Z nami je Marcel Štefančič, ki ga poznate, tokrat zares uživa. In ne vem, a naj povem nekaj o njegovem delu, ali vse to veste, teh nekaj desetin knjig, ki jih je napisal, ampak med njimi bi rada vsaj eno omenila, to je ne samo filmsko zgodovino, ki bi bilo treba omeniti, ampak knjigo esejev, ki je dobila Rožančevo nagrado lansko leto, Kdor bo prej umrl, bo dalj časa mrtev, ne, če sem prav povedala. Marcel Štefančič. Kdor prej umre, bo dlje mrtev. Tako, ja, se upravičujem, da sem mal. Marcel Štefančič vsak teden pogleda najprej 4, 5, 6 ali koliko filmov, potem o tem napiše kritiko, poleg tega v Mladino najbrž berete kakšen velik članek o vseh mogočih stvarih. Zadnji je bil odličen članek o letalski nesreči v Franciji, en pogled, zelo globok pogled. Kaj ne še vse povem, kaj sem pozabila, zdaj sem... Gremo v Nebrasko. Ja. Gremo na pot. Kaj si pisal danes po noči, no? Danes po noči sem o Antigoni. Slavoj Žižek je napisal svojo verzijo Antigone. Ja, vemo. Ja, zdaj Antigona je pač Antigona, ne, mislim, Slovenija je polna Antigon, to vemo, ne, bi rekel, ki pokopavajo še vedno, ne, pač zdaj pač Žižek je tle, bi rekel, pravzaprav dal definicijo sprave. Ampak zdaj ne bi zdaj v tem, no. Ne, bomo. Kupite Mladino, pa si preberete lahko, bi rekel, definicijo sprave. Kaj je to sprava, no? Mislim, končno smo prišli do definicije sprave. To sem sam povedala zato, ker na ta način podaljšujete, ne? Imate eno metodo podaljševanja dneva, da nima samo 24 ur, ker toliko koliko se tega napiše. Ja. Na računalnik je... Tako je, dan ima 24 ur, če ostaneš uro prej, je 25. To je osnova zdaj. Pol je pa, bi rekel tako, vsa umetnost je v organizaciji časa, ne. V organizaciji časa zdaj, če hodiš na premiere, zabave, v naravo, zgubljaš veliko časa, skratka, živeti moraš zraven gozda. Jaz živim že celo življenje zraven gozda, tako da se teh skušnjav, da bi mogel hoditi na sprehode v naravo, ne, na gibanje v naravi, teh skušnjav nimam, ne, tako da ogromno časa pridobim s tem, ne. Zdaj, ljudje, ki radi hodijo v naravo, ne, pa živijo v Ljubljani, ne, zgubijo ogromno časa s tem, da hodijo v naravo, ne. Pač boljše je živeti v naravi, ne, pa pol nimaš teh skušnjav in nimaš teh zgub časa. Zdaj, če hodiš na sprejeme, premiere, otvoritve, ne vem kaj, zgubljaš veliko časa, zato ker ga zgubljaš z ljudmi, ki, bi rekel, imajo očitno veliko časa, ne, ker če ne bili tam. Zdaj, ko ti začnejo ljudje organizirati čas, ki imajo veliko časa, ker ne vejo, kaj bi s časom, potem si izgubil bitko s časom, ne. Tako da, to je tako nekako osnova, to je ta osnovni aksiom, no. Ves trik je v času, ne, in tudi sej, pač, da ste gledali Nebrasko, ne, pa ste tudi videli, da pravzaprav je ves trik v času, ne. Kateri je tisti kriterij, ker še nikoli nismo imeli tukaj ta pravega filmskega kritika. Pravzaprav ne. Kateri je tisti kriterij, glavni kriterij, tisti osnovni, po katerem razvrščate filme, no? Ja, zdaj tako, jaz moram reči, da to pride s kilometrino. Zdaj, odvisno od tega, kje si rasel, ne. Zdaj, če si rasel, pač takole, ker jaz v neki Vukojebini, ne, tle bi rekel, potem, mislim, jaz nisem z Ljubljane, jaz nisem nikoli bil v Ljubljani, tako da, mislim, če si rasel v Vukojebini, pol bi rekel, si pač bil v teh formativnih letih, ne, tistih letih, ki te delajo, ki te naredijo, ne, si pač bil bolj dovzeten za filme, ne, ki so se dogajali nekje daleč stran, ne, v katerih so se ljudje premikali, v katerih so ljudje potovali, ne, tako da, ko sem bil jaz mulc, recimo, sem komaj čakal na takele filme, ne, pa bi bilo čisto vseeno, če so noter igrali, bi rekel, 70-80 let stari ljudje, ne. Danes bi, recimo, težko
se mi zdi, da se je to spremenilo toliko, da bi danes težko dobil mularijo, ne, ki bi ta film hotela gledati. Zato, ker ni njihova tema, ker so noter prestari in tako naprej. Ne gre za to. Tak pragmatizem osnovno. Ja, tak pragmatizem, ampak gre za potovanje, ker filmi so potovanja, ne. Filmi so potovanja, saj film ta, bi rekel, si to se ve od začetka, da je pač, film je ta pogled skozi okno, ne. Zdaj, mnogi vam bodo razlagali o tem, da je film, da je vlak, ne, neka metafora filma, kako gledaš skozi vlak, skozi okno in tako naprej, ne, je tako, kot bi gledal na filmsko platno, ne, ampak je avto, ne, je ta, ki je prava metafora filma. Gibanje z avtom je filmsko gibanje, ne, zato, ker ti gledaš skozi okno ven in tako naprej. Pri vlaku si ti omejen, pri vlaku gledaš ti samo ob strani, ne, pri filmu imaš pa ti ta filmski pogled v resnici, ne. Tako da tle se je avtomobilu dogajala velika krivica, ampak dogajala se je, bi rekel, zato, ker je vso to, ko bi rekel, publicistično, filmsko javnost, ne, to skupnost, ki piše v filmu, ne, je zelo nostalgična, ne, ta skupnost, no, zmeri zelo nostalgična, in ta del te nostalgije je vlak, ne, ta filmska skupnost zmeri ljubi stvari, ki zginejo, ne, prej, dokler so še žive, ne, dokler so še tle, ne, se za njih ne zmenijo, ne. Ko pa zginejo, ne, pol postanejo pa objekt nostalgije, pol jih pa objokavajo in tako naprej, kličejo nazaj in tako naprej. In to se je vlaku zgodilo, ker vlak je v nekem smislu iz naših življenj zginil, ne. Avto je pa skozi tle, ne, in kot nek komercialni objekt, kot neka motna in tako naprej, ampak v resnici je ravno pogled iz avta, to gibanje v avtu je ta filmski pogled, je to, kar vidimo v filmu, ne. In zato je tudi, so te road movie, kot je ta, ne, te cestni filmi, kot bi se rekli po naše, ne, postali pravzaprav najboljša metafora filma, ne, gibanja, ker v teh, to, da so jasno te filmi se rodili v Ameriki, ni čudno, zato ker so tam orjaške planjave, orjaška prostranstva, tam je ogromno zemlje. Karl Marx, veste, ki je videl revolucijo vse posod, ne, skratka, vse posod bo lahko revolucija, samo v Ameriki ne videl, ampak zakaj ne? Njegova argumentacija, sej to je opazil, da bi rekel, imajo tam črnce in tako naprej, da tam obstaja razredni boj, ne, kot je rekel temu, ne, hud, ne, ampak revolucija pa tam zanga v nekem smislu nemogoča, zato ker je toliko ogromno zemlje na razpolago tam. To je to, kar je tudi njegovih očeh, ne, in to je dejstvo, je to, mislim, in tle, ko gledate Nebrasko, ne, sad toliko, da vam dam malo orientacije, ne, zdaj, Nebraska pa te države, to so gor na vrh Amerike, on potuje iz Nebraske skozi Wyoming, Južno Dakoto in potem v Nebrasko, ne, iz Montane, pardon, se upravičujem, iz Montane, Wyoming, Južna Dakota in potem takole v Nebrasko. Zdaj, to morate vedeti, to so ene izmed največjih ameriških zveznih držav, to so orjaške države, to vsaka je za nekaj Sloveniji. Ampak vse skupaj, ne, imajo pa malo več prebivalcev kot Slovenija, ne. Skratka, ne vem, Montana, mislim, da je pa 1 milijon, Wyoming 500 milijona, Nebraska ima sicer skoraj 2 milijona, ampak tudi manj kot Slovenija, ne, Južna Dakota, mislim, da ima okrog 800, skratka, orjaška prostranstva, ampak izredno malo ljudi, ne. In to je tudi te ljudi definirali, ne. Nikoli ni bilo tam ljudi, ne. Tam so bile ogromno zemlje, ogromno prostranstva, skratka, tam se lahko z avtom res voziš, tam lahko potuješ. In v Ameriki, ne, je bilo to potovanje v filmih, pa tudi sicer, je imelo neko prav posebno dimenzijo, na katero ne smete pozabiti, je pa povezana s tem, kar se dogaja v tem filmu. Tako da ta film je dobra metafora tega, kar vam bom zdaj povedal. Potovanje z avtom je bilo vedno precipirano kot potovanje v prihodnost. Ti si se premaknil od nekod nekam. Hotel si se premakniti iz slabšega na boljš, ne. To je ta zgodba o ameriškem snu, ne, ki je del, bi rekel, te mitologije ameriške, ne. Skratka, to, da se premikaš, da obstaja priložnost nekje za vogalom in tako naprej v naslednjem mestu. In z avtom so se vedno premikali v prihodnost. Potovanje z vožnjo z avtom je bilo potovanje v prihodnost. To je bil pot v prihodnost. Zmeraj si šel naprej. Ne. Tle v filmu imate pa to veliko ironijo, ne, da prvič potuje v obratni smeri, kot
kot so Američani originalno potovali. Ker ta pot ameriška, ne, ki je naredila Ameriko, o kateri govorijo, ta je zmeraj potekala iz vzhoda na zahod, ne, osvajanje zahoda, divjine, ne, skratka civiliziranje zahoda. In so zmeraj potovali, potovanje je bilo zmeraj, se veste, westerni, kavbojski filmi, tam so zmeraj potovali iz vzhoda na zahod. Zdaj, v tem filmu pa potuje ravno obratno. Skratka, potuje napačno smer. Potuje iz vzhoda, iz zahoda na vzhod, kar je napačna smer. Ne? In jasno, tako kot je takrat potovanje, nagrada na koncu čakala, ne, uspeh, ne, da se boš premaknil v življenju, ne, je tle ravno obratno. Ne. On potuje v napačno smer in prepričanje, da ga tam dol, ne, čaka prihodnost, skratka $1 milijon, ki jih je zadev, ki pa jasno popolna čista fikcija. Ne. Tistega milijona ni. Ne. Tako da v tem smislu je ta film taka fina, lepa alegorija tega padlega ameriškega sna. Tega sna, ki potuje v napačno smer. Skratka, on iz sna potuje v nočno moro, če ni tako reče. On potuje v napačno smer, on gre nazaj, on se vrti nazaj v času. Ne. Ravno obratno, kot so včasih. Ne. In se zmeri konča tako, to ni prvi ta cestni film, road movie, ki je ubral obratno smer. Ne vem, če se spomnite Golih v sedlu, če ste kdaj gledali. Ne. Tam tudi potujeta iz Kalifornije na vzhod. Ne. In tudi tam se konča, kot veste, bi rekel, dosti bolj katastrofalno, tam oba umreta. In tudi, če gledate ostale slovite, konc 60-ih in začetek 70-ih, to je bilo zlato obdobje tega road movija. Ne. In takrat, vsi ti filmi, ključni, ki so takrat nastali, ne, so opisovali pot iz junaka obratno smer, gre v napačno smer in vsi končajo jasno tragično. Ne. No, ampak to ima tudi v literaturi, ne? Sej takrat je tudi nastal Kerouac, ne? Ja, si ta je dal, ja, Tinte pit, ja. Ja. No, ampak imamo Slovenci, ne, imamo Spoti, ne? Ja. Imamo Spoti, ne, ki je tudi road roman. Ja, ampak žal je tle, gre za iste stvari. Gre za iste, žal, ampak žal, gre za, ja, to je res, ampak žal, Matjaž Klopčič nima te senzibilnosti cestne, ne, da ni bolj ustrajal na tej potovalni dimenziji, ne. To je škoda pri tem filmu. Je imel Izidor Cankar bolj to, ne? Bolj je imel, Izidor Cankar je bil bolj, ker je tako, ne, ta road movie, ta žanr, ne, je bil pravzaprav blazno, zelo ameriški, ne, v Evropi ga praktično ni bilo, ne. Evropejc je bil Wim Wenders, recimo, bil tak ta prvi, ki je snemal te road movie, pa je šel pa še v Ameriko in naredil ta Paris, Texas, ne, sloviti, vse tako bi rekel, iz 80-ih, recimo, je bil to tak najslovitejši road movie, ne, medtem, ki je prej v 70-ih pa posnel kar nekaj jih v Nemčiji, pa tudi nekaj malega v Ameriki, ampak to je bilo to, ne, drugače pa to ni bilo nekaj, ker v Evropi potovanje je bilo že končano, ne. Evropa je bila že na koncu poti, ne, poti je bilo že konc, v Evropi se ni dal potvati, ne, tudi zato, ker so bile meje, Evropa je bila razmejena, to so bile same meje, v Evropi nisi kar mogel, ne, in tudi v Evropi, kamor si šel, ne, so imel Alpe pred sabo, ne, ni bilo razgleda, ne, ni bilo teh planjav, ne, pa meje so bile, ne, pa predvsem čist drugačna percepcija potovanja je bila v Evropi, avtomobila in vsega tega. V Ameriki je to čisto drugačne, pa benzin je bil blazno poceni v Ameriki, ni še zdaj. Ne. In so tudi, bi rekel, temljale, ne, v tej Nebraski, ne, vsem tem prebivalcem, ne, glede mesta, ne, kjer se gibljajo, so vsa realna, razen tega, kjer živi ta nora družina, ta hotor, ne, tam, kjer so ustavta, tam, kjer so te, bi rekel, kabil, ne, obrali do kosti, ne, svoje najbližje. No, to mesto je izmišljeno. Ne. No, ampak, če vzamemo zdaj, da je to road movie, ampak vendar, zakaj je ta film tako dober? Tako dober je, začne se pri tem, da je črno-bel. Če posnameš črno-bel film, ne, avtomatično gledalcu rečeš, a ne, kako je dober. Ne. Skratka, in gledalc takoj to, bi rekel, vzame v zakup, ne, gledalc se strinja. Ja, film je dober, ker je črno-bel, ne. To je začetek čudovitega prijateljstva, ne, gledalčevega s filmom. Zakaj? To je tako, ko pride, recimo, ne vem, te akviziterji, ko pridejo, ne, zdaj, akviziter more, ne, najprej ti reče,
dober dan, ne, če mu ti odvrneš dober dan, je to že stvar, o kateri se strinjata. Skratka, to je že osnova, zato da videti kupčijo pol naredila, ne laži. Ne. Če bi rekel, reče on dober dan, pa vi neki zajamrate, ne bo šlo. Ne. Ampak morate se strinjati o eni stvari, da je dan dober. In ko se strinjate, da je dan dober, je potem vse lažje. Ne. Skratka, vidva lahko potem pridete tudi do posla, naredita posel. Ne. In tle je podobno s črno-belim filmom. Ne. V hipu, ko se strinjaš, ne, da je to okej, ne, da je črno-belo okej, da je to dobro, da je to že ni tako naprej, potem je lažji naprej. Ne? In je res potem lažji naprej. No, druga stvar, zakaj je dober? Dober je zato, ker na povsem elementaren način pove zgodbo o očetu in sinu. Ne? Očetje in sinovi, tle so zmeri drame, ampak ta pove, bi rekel, to na čist elementaren, lep način sestavljen iz par, tako bi rekel, iz par elementov, tako bi rekel, lepo, ampak lepo. To je zgodba o sinu, ki ga oče ni nikamor pelal, ki ga oče ni opazil. In sin živi v tem prepričanju, da ga oče ni nikoli nikamor pelal. Zdaj, spletom okoliščin mora pa on očeta nekam pelati. In ko ga pelje med potjo, ko se ustavita v Hawthornu, ne, kjer so originalno živeli, ne, ugotovi, da hvala Bogu, da ga je vendarle iz te vukojebine se odpeljal v drugo vukojebino. Ampak kakšna katastrofa bi bila, če bi ostal v Hawthornu. Skratka, ugotovi vendarle na koncu, da ga je oče vendarle v življenju odpeljal. Ne. In to je ta, se mi zdi, osnovno sporočilo tega filma. Ne. Zdaj, tle, bi rekel, običajno so med generacijami, ne, te velike zamere, ne, velika pričakovanja, zmeraj to prepričanje, da očetje niso dovolj naredili za svoje sinove, da jih ni bilo zadost tam, ne, da jih niso Ne, ves trik je v tem, da ti oče neko malo potezo, z neko malo stvarjo naredi. To je dost. Ne rabi biti tle, bi rekel, potovanja v Ameriko, potovanja na Luno, na Mars in tako naprej, v središče sveta in tako naprej. Ne rabiš velikih avantur med z očetom. Ne. Mislim, oče ni tvoj prijatelj. To mora biti jasno. Ne. Oče ni tvoj prijatelj. Nikoli, ne more biti. In tle je to lepo pokazan. Mala stvar je bila zadost. To ga je naredil, to ga je formiral. In tle imate sina, ki ugotovi pravzaprav, ko si recimo življenje zavrti nazaj, ugotovi, da je oče naredil natanko to, kar je moral narediti. Natanko to, če bi naredil karkoli drugega, bi mu življenje pokvaril. Tako mu je pa vendarle življenje naredil. Če bi ga pustil v tem Hawthornu med unimi zajedavci, motenimi, ne, bi njegovo življenje, vprašanje, kam bi se obrnilo. Verjetno bi postal eden izmed unih zajedavcev. Ne. Je pa res, da vsi obtičijo. Dobro je pa, kratka, to je ta zgodba, ne, to je ta zgodba. Pomate pa tle ta kontekst, v katerega je to postavljen. To je postavljen, ker sem že prej govoril, te velike države po površini, male po prebivalstvu in tudi, ko bi rekel temu danes sodobnem jeziku, male po vložkih, ne, teh finančnih vložkih. Ne. Skratka, to so države, to so mesta, ki tudi v resnici izgledajo tako, kot jih vidite. To so mesta, ki so izgledajo tako, kot je bila ne zapuščena, pa kot je bila odpuščena. Tako kot delavci, ki jih odpustijo v tovarnah. Ne. To so mesta, ki jih je država, ki jih je družba odpustila, ne, zavrgla. Skratka, vse poti, ne, te centralne poti je speljala mimo njih, zaobšla jih je. In to so mesta, ki so zaobidena. Ne. In to so mesta, v katerih se je ta ameriški sen, o katerem sem prej govoril, posušil. Se je posušil. In ga ni več. In dobesedno tam nihče zares noče obtičati. Ne? Zdaj,
Glavno mesto Nebraske je Omaha. Omaha je... Lincoln, ne? Ne, Omaha, mislim, da je Lincoln je največje. Ne, Lincoln je največje. A tako? A ni Omaha? Jaz mislim, da je glavno mesto... Oba sta tam. Ne, Lincoln mislim, da je največje. Ne, oni imajo, glavna mesta imajo ta mala mesta zmeri. Oni imajo tam to drugo logiko, tako da... Glavno mesto Kalifornije je Sacramento, ne, ni nobeno izmed drugih tretjih treh. Tako da, ne vem, ampak lahko da je tudi Lincoln, ampak Omahi, ne, če gledate tako, bi rekel, zgodovino filma, pa pop kulture, estrade, politike, ne, boste ugotovili, da je neverjetno ogromno, ko bi rekel, slavnih, pomembnih ljudi prišlo iz Nebraske. Marlon Brando, Montgomery Clift, Fred Astaire, skratka, te igralci, ki so najbolj oblikovali pravzaprav film, ki so poskrbeli za to, da je film šel naprej, so bili vsi rojeni v Omahi, vsi so bili iz Nebraske. In do pač tega Aleksandra Payna, režiserja tega filma in tako naprej, ampak če gledate, ogromno je bilo politikov, pevcev, umetnikov, skladateljev je bilo iz Nebraske, ker so bili blazno motivirani, da zbežijo od tam. In so naredili vse, da ne bi obtičali v Nebraski. Tako hudo je to. In ta mesta, to so res, to je zapuščeno. Tega pri nas v Sloveniji ni, mi nismo vajeni tega. V Sloveniji ni, v Sloveniji je kljub temu vse čist bliz, ne? Vse je tle, vse je zraven v resnici, ne? In tam je to, bi rekel, ta zavrženost teh skupnosti, teh mest, ne, je, se pravi, del te zgodbe, v kateri zdaj živimo, ne? To, kar nam skozi govorijo, da se naša delovna mesta selijo na Kitajsko, pa ne vem kam ven in tako naprej. To, da odpuščajo, da tovarne izginjajo in tako naprej. Tam imate to pokrajino, iz katere je natanko to vse izginilo in to tako zgleda. In potem je tam, bi rekel jasno, ta glavna stvar je to, da verjameš v neke fikcije, da obstajajo neki milijoni nekje, ne, do katerega se moraš sam pripeljati z avtom, ne, to ne obstaja več, to včasih obstaja. Ne. Danes se lahko pelješ samo še zato, ker je bencin toliko poceni tam. To je edina tvoja kvalifikacija, tako bi rekel, do tega je prišlo, da je to edina tvoja, tvoja upravičenost, znak tvoje upravičenosti do ameriškega sna je to, da je bencin poceni, da se lahko peleš in da imaš občutek, da si še vedno del tega ameriškega sna. No, ampak če gremo zdaj na naracijo, na kakšen način, na obrt, no? Na filmsko obrt. Ja, tle pa mojster. No? Tle pa mojster, tle pa... Tle se začne pri igralcih vse, se mi zdi, ne, pri tem filmu, ne. Ne scenarij? Ja, ampak jaz mislim, da tle on je vendarle izredno dobro zbral te igralce. Bruce Dern je veteran, on je pač rojen tudi v teh severnih državah, prihaja za razliko od večine hollywoodskih igralcev, zvezdnikov, prihaja iz bogate družine. Iz družine, njegov ded je bil guverner, njegov oče je bil tam nek slavni odvetnik in pravnik in tako naprej. Skratka, on prihaja iz patricijske družine. Ostali so vsi prihajali iz revšne in iz razbitih zakonov. Ta ni prihajal niti iz revšne, niti iz razbitih zakonov, igrajo pa barabe skozi. Igrajo barabe skozi s čikom v ustih, z viskijem v roki, z drogami in kaj. Je pa človek, ki razen v filmih ni nikoli pil, niti kadil, niti česar počel. Ker je bil maratonc. On je bil obseden s tekom, z maratonom, skozi. Če ste gledali Vojakovo vrnitev, to je tak Jane Fonda igrala in tako naprej, tam z leta 78, igral on tega oficirja, moža Jane Fonda, ki se vrne iz Vietnama, on tam skozi teče, tako da to je bilo malo tega autobiografskega momenta. Tako da
je tle noter v nekem smislu zaseden proti svojemu liku, ne, ki ga je skozi igral, hkrati pa malo tudi, ker je pa tak, ne, kot je, ne, on ni zdaj ravno, kot bi rekel, good guy, no, ne, ni good guy on, ne. Vlogo sina, resna vloga, neko hudič, ne, oskarjevska vloga, ne, po resnobnosti, ne, je dal komika. Nikoli ne bi rekel, da je ta Will Forte, on je komik, on je igral ti Saturday Night Live, ne, on je komik, on je cel življenje komik, on ni počel nič drugega, kot igral samo v komedijah, pisal scenarije, pisal skeče, nastopil v tej seriji, tako naprej, komik. Potem je to ženo, ne, je ta June Squibb, ki je umre, če ste gledali gospoda Schmida, ne, ona je tam igra ženo Jacka Nicholsona in umre na začetku. Potem imate Stacyja Kitcha, ki je tudi človek, ampak Bruce Dern je junak iz časov road movijev. On je pojavil se takrat, ne, in je takrat blestel v času road movijev, tako da ni on noter kar tako. Ne. On je noter zato, ker prihaja s poročilom, on prihaja s prtlago, on prihaja kot en kos filmske zgodovine, prihaja Bruce Dern noter. Ne. June Squibb, ki igra ženo malo manj, ne, ampak je fajn, ker ona je starejša od njega, ona je, mislim, ne, 7-8 let starejša, ne, ampak ona je bila tako zelo stara gospa, ki je kariero začela, ne, tako pri vaših letih skoraj. Res. Ona je, ne, June Squibb je letnik 29 ali 27, začela je pa kariero tamle v 90-ih šele. Tako da je bila, ne, že... Ne, kar, mislim, tako neobičajno, ne, to ni. To se zdaj pa ne zgodi, ne. Ona je kariero začela zelo pozno, ne. In zdaj pa igra skozi igra, sicer so to male vloge, ampak dobro, ne. Ja, skozi igra, ne. Se pravi, se mi zdi, da ta mišunga, ne, da je on že s to kombinacijo igralcev, ki jih je zbral, je določil, ne, in ritem filma, in sporočila, in atmosfero, skratka, vse to, in tudi naracijo, ker pač vse, to, kako on pripoveduje, začne se pač s Bruceom Dernom tam na cesti. On stoji na cesti in zdaj moramo mi odtot, ne, on bi šel peš do Lincolna, to je, mislim, ne, šel bi s traktorjem, ne, če bi ga imel, ne, pa ne dela, ker pač tam nič ne dela več, njemu nič več ne dela, ne. Njemu dela samo še ta spomin na ameriški sen. Na to, ki je bil nekoč mlad in takrat je to obstajalo. Obstajale so možnosti, obstajale so priložnosti in tako naprej. In tega ni več. In v nekem smislu ima prav, v nekem smislu tega ni več. Ampak kljub temu nam film potem lepo pove zgodbo o tem, kako to vendarle je še vedno mogoče na neki intimnejši ravni, ne na tej spektakelski, bi rekel, ne, kapitalistični, če ne tako rečem, ne, kjer, ne, zdaj bomo vsi postali, zdaj, da bo on postal ne vem kaj, ne, ampak to, bi rekel, ti sej lahko zgubiš kraljestva, kako se reče, lahko zgubiš zaklad, ne, ampak dobiš sina. To je pa, se mi zdi tako, ena krasna vloga je tudi v tem filmu ta gospa Noel, mislim, da je v filmu imenovana urednica oziroma založnica tistega lokalnega časopisa, njegova mladostna punca. Tako s parimi gestami, s parimi pogledi, posebno na koncu filma, takrat, ko se on pelje proti domu, pa ga ona vidi skozi okno, vidiš na njenem obrazu prav življenje, ki je šlo mimo. Ki je šlo mimo, življenje, ki je šlo mimo. Ali saj en odnos, ki je šel mimo. No? Ja, en odnos, ki je šel mimo, ja, in to je, se pravim, to je blazno lepo, ker je sestavljen, če gledate, je pravzaprav to, ne, tako, bi rekel, je to leitmotiv, ne, sestavljeno iz samih takih teh pogledov, priložnosti, ki so šle mimo, trenutkov, ki so šli mimo, pozabljenih stvari, ki se jih spomnimo. Se pravi, zato sem prej na začetku rekel, da
trike v času. Ne. Ker osnova filma sta sam dve. Film je sestavljen iz dveh elementov. Eno je denar, drugo je čas. In vsi filmi so o denarju in času. Ne. To je osnova. Vsi filmi so o denarju in času. Zmeri v vsakem filmu, če gre za denar in za čas. Ne. Gre za to, to je to. Mislim, nekdo se na začetku rodi in na koncu umre. To je bottom line. Filmi niso veselice. Filmi so pogrebi, to je treba vedeti. To je osnova. To je osnova. To je tudi komedije niso veselice. Tudi komedije, ker komedije, to vemo, pač to je najtragičnejši žanr. Ne. Komedija je težja od tragedije. Ne. Lažje ljudi zabavati, ko pa, lažje umreti, ko pa, najlažje umreti, no. Najlažje umreti, ne. Mislim, tudi tako se mi zdi, da tisti mrliča v filmu je najlažje odigrati, ne. Mislim, to ni treba ni brejmo nič pa reči, to bomo ponovili še enkrat, da je ponovil to. Jaz sem rekla na začetku filma, da bodo lahko vprašali vse, kar so si kdarkoli želeli vedeti o filmu. Ja, in zdaj... Denar, čas, to je to. No, zdaj tudi tako je. Denar in čas vse pokvarta. To je... Prosim? Najprej denar pa čas. Najprej denar pa čas. Ljubezen, ja. Pa sej, tle imate, to je film o ljubezni, ampak je tako, ne, zdaj, veste, ljubezen, mi smo navajeni na te, bi rekel, na to telenovelistično, ne, prezentacijo ljubezni že malo, ne, to, da pa na to hollywoodsko, to klasiko, bi rekel, happy enda in tako naprej, ne, in si predstavljamo ljubezen pol, kot res neki tam, kot vulkane, ki bruhajo, dva, ki, ne vem, en mora biti na smrt bolan, druga mora biti ne vem kaj in tako naprej in se na koncu najdeta in ne vem kaj, skratka naprej. Mislim, ljubezen je, tako, ne rabiš imeti izbruhov ljubezni, da bi bil zaljubljen, ne rabiš tornada, tam, ne vem kaj, skratka, ne rabiš velikih besed, ne. Tle je ljubezen izrečena brez besed v tem filmu. In med očetom in sinom in tudi med očetom in tole, bi rekel, urednico tamle, ne. Ne rabita si nič reči, se ne rabiš, ne, to je to. In sej, ta umetnost tega filma je v zadrževanju, ne, v tej samoobvladovanju, ne. On bi lahko tle, bi rekel, šel čez zmeri, ne, pa bi nam, bi rekel, neke patetične prizore bi gledali, ker bi šel zmeri čez, bi bilo čezmerno, ekscesno, melodramatično in tako naprej, ne. Če bi hotel, bi lahko počel, pa ni, ampak ima to, bi rekel, je asket, tle v tem smislu je asket, ne. Asket je in je dober, da je asket, ne, ker potem bi vsi te stvari, za katere gre, ne, od ljubezni do časa, do koncu ameriškega sna, skratka, vse te, bi rekel, stvari se vulgarizirale, izpadle bi banalno, ne, banalizirale bi se, sploh jih ne bi niti opazili, ne bi niti opazili, zakaj gre, ne. Tlej spet črno-bela, ne? Ja, črno-bela, ja, pomaga, ne, pomaga. Vprašala za kakšno misel o filmu? No? Če veste, zakaj je Springsteenov album Nebraska, če ima kakšno... Po moje ima. Ja, po moje ima, ker če... Nebraska je bila tak konceptualen album, ne, tako v umorih, ne, tako naprej, ne, bila je Nebraska tak Down by River, ne, je gor, ne, ta glavn štikl, ne. To je bil konceptualni album, skratka tak monotematski album, ne, in je govoril pravzaprav o žalostnih, tragičnih zgodbah Nebraske, o ljudeh iz Nebraske. In zdaj, ko poslušaš ta album, ne, in ko tista besedila poslušaš, ne, imaš občutek, da res, da una besedila že, to je bilo leta 82, meni se zdaj, ne?
82, mislim, da je nekaj tazga, ne? Da je že takrat govoril natanko o teh ljudeh, da on gleda pravzaprav to Nebrasko skozi album Nebraske, tako kot je Nebraska album Bruce Springsteen takrat leta 82 videl Nebrasko, ne? Najbrž tudi Nebraska v Ameriki nekaj drugega pomeni kot pri nas, ne? Najbrž je en pojem, Nebraska kot... Nebraska je pojem, Nebraska je nekaj, kjer ne bi živel. Ne? Ja. To je Nebraska. Nebraska je tam se ljudje, tle se ne pobijajo, tle se žrejo sam med sabo, ne? Ampak Nebraski so se pobijali. Ne? Tam sta bila una dva Badlands, ne? To je bil sloviti road movie v 70-ih, ne? Tudi bi rekel Martin Sheen in Sissy Spacek, ne? Sta igrala, pač začne se tako, da pač on igra njega smetarja in ta prva stvar, ki naredi, ubija njega očeta, zato ker se mu zdi, da ne ravna lepo z njo. In pol ona je stara nekih 14 let, on postane njen junak, njen James Dean in ona dva potujeta po Ameriki, bežita v glavnem z avtom in se voste in tako naprej, potem jo dobijo njega v smrt obsoditi. To je po resnični zgodbi bilo posnet, ne? To je bila resnična zgodba. Tako, kot so rekli, najstniška varianta Bonnie and Clyda. Ne? In Nebraska album je pravzaprav film, je album o tem. Ne? Tako da to je ta Nebraska, ne? To je ta Nebraska, kjer so ljudje tako obupani, da se žrejo, da se pobijajo, da se in tako naprej. Ne? To je ta slika Nebraske. Tako da iz Nebraske so vsi stalno bežali. Je pa Nebraska, se pravi, v tem filmu, ne, je pa dobra metafora tega sveta, v katerem živimo, ker Nebraska je dobesedno to, kar se je Nebraski zgodilo, ne, to se dogaja zdaj vsem nam. Ne? Nebraska je, če ne bolj plastično povem, Nebraska je tretji svet Amerike. Ameriški tretji svet. To je ameriški tretji svet. Teh filmov o ameriškem tretjem svetu boste videli prekleto malo. Prekleto malo. Tudi reportaž, ne, pa člankov, zlasti v ameriških revijah, pa časopisih, ne boste našli. Amerika ima teh svojih tretjih svetov Amerike, kolikor hočete. Ampak o tem ni nikjer niti besede. In tudi filmi se ne dogajajo tam. Ta naslednji očeta, ne, je bil recimo, ne vem, če ste ga videli, tudi na televiziji je bil zelo dober, ne, ta se tam v Ozarkih dogaja, ne, to je ameriški tretji svet. In Nebraska je natanko to tretji svet. In zdaj, če gledate, ne, natanko to se dogaja zdaj nam, ki smo kakor prvi svet, ne, ta zahod, ne, se spreminjamo v prvi svet. Z nami ravnajo tako, kot da smo tretji svet. Skratka, skušajo nas spremeniti v tretji svet. Ne. In mnogi konci tega zahoda so se v zadnjem času, zadnjih, nam niti rekel desetletjih, ampak zadnji dekadi in pol, od leta 2008 do izbruha krize, pa še posebej, so začeli spreminjati v tretji svet. Tako da, v Nebraski je ogromno ljudi živi tako, kot živijo v tretjem svetu v slamih. Samo da temu ne rečejo slam, geto. Ne? Samo da ne rečejo slam. Ne? In tle imate v slamih ne živi odvečno prebivalstvo. To ni ta rezervna delovna armada, ne? V kateri je pisal Marx pa Engels in tako naprej. Tisti, ki čakajo na priložnost in na delovna mesta in tako naprej, ki so brezposleni. To niso te, ne? To je odvečno prebivalstvo. To je tisto prebivalstvo, na katerega ta sistem, ne, zdajšnji, ne, globalni, ne računa več. Ne. Ga ne potrebuje. Ne potrebuje, jih je odpisal. In tega ima, to smo do zdaj poznali iz tretjega sveta, ne. Iz teh slamov, ne, kjer se pač kopičijo te ljudi, s katerimi nočejo nič več imeti in jih pravzaprav tlačijo v neke paralelne svetove, skratka stran z oči, ne. Ker ljudje hočejo imeti pač vendarle, kako se reče, čisto vest, ne, veliko nočejo, da me stalno pogledajo na to slabo vest, ne, da ostanejo snažni. Najboljši, da so tam, ne. Ja, da so tam, ne. In to je to, ne, in to se zdaj, to, kar se je zgodilo na Nebraski, ne, se dogaja zdaj tudi nam pomalem, ne, in dogaja se, to je tako sporočilo. To je morala, se mi zdi, tega filma, ena izmed moral tega filma. No, to, kar se je zgodilo
Nebraski se bo zgodil tudi vam. To je to. Ja, ker kapital se seli, Ja. kamor tam je življenje, ne? Ja, Nebrasko noče. Ja. Iz Nebraske Pa se je pušča izselilo. devastirane Ja, ker pokrajine. Nebraska, morate vedeti, Nebraska, to je sama ravnina. Nebraska, to je sama ravnina, tam po moje, tam ne more, to ni dežela skakavcev smučarskih, ne more biti, ker tam ni nič, to je ravnina. To ni Belgija, pa tam Nizozemska, imajo Ardene, tam 300 metrov. Oni nimajo 300 metrov, oni imajo vse sam ravnina, ne. To je bila žitnica, ne. To je bilo bogato, ne, včasih, ne. Ampak potem je pa pravzaprav so vse odpeljali stran, ne. Vse odpeljali stran, ne. Kmetijstvo se je pač korporativiziralo, ne, avtomatiziralo, ne, robotiziralo, ne, tako da praktično ti ne rabiš nikogar več, ne. Ti rabiš sam še gumb, na katerega pritisneš in bi rekel, vse deluje samo od sebe, ne. In je to jasno pač ustvarili viške prebivalstva, ne. In tudi zdaj, kaj ta ko nam stalno razlagajo, ne, kako zdaj brezposelnost pada, pa kako bomo to brezposelnost, mi te brezposelnosti damo nikoli rešili, ne. Mislim, zato ker, pač jaz ne vem, kako bi jo lahko, ne, zato ker ta tehnološka revolucija, sred katere smo zdaj, to ta digitalna, ne, računalniki in internet in vse te reči, ne, to je prva tehnološka revolucija v zgodovini, ne, človeštva, ki je odpravila več delovnih mest in uničila več poklicev kot katerakoli tehnološka revolucija prej. Prejšnje tehnološke revolucije, ne, so sicer odpravljale nekatera delovna mesta, ampak so ustvarjala novih bistveno več, kot so jih odpravila, ne. Ta je pa prva, ki je pa ubila, ne, delovna mesta, ne. In jaz ne vem, kako si predstavljati, da bo to nazaj prišlo, ker vsi ne bomo mogli biti računalničarji. Ja, programeri, ne. Računalniški programeri, pa vsi ne bomo mogli, razumete, trgovati na internetu, ne, svojega malega biznisa na internetu, to ne gre, ne da se, ne. Podjetja ustvarjati, ne? Biti podjetniki. Ja, ne, vsak ne bo mogel biti direktor samega sebe, no, mislim, to ne bo šlo, ne, mislim, to je, čeprav v to ljudi silijo, ker zdaj, ne, vse silijo, bodi podjetnik, ne, bodi podjeten, ne, prevzem in tako naprej, ne, bodi svoj direktor, ne, skratka sam direktor svojega življenja, ne. Poskrbi zase. Ja, in sej, če gledate te resničnostne šove, ne, zdaj to gotovo gledate, sej, vsi gledajo, ne, mislim, resničnostni šovi učijo natanko to, ne, to ideologijo pravzaprav prodajajo, ne. Bodite, ne bodite sami svoji, postanite podjetniki, postanite direktori svojega življenja, ne. To je sporočilo vseh teh resničnih, od kuharskih do unih kmetij tam, ne, skratka, to je osnovno sporočilo, skratka, te resničnosti šovi nas pripravljajo, ne, na to novo življenje, ne, postkrizno, ne. Fino bi bilo, rekel? če bi nam še kdo povedal kaj o Nebraski. Gospa, prosim. Ja. Začela bi, pa sem rekla nekaj našel, spet še ena od njih prostora za starce. Tako sem pa ugotovila, kako mi je dal priden pravzaprav en ta spajno gor, da res ni potrebno velikih zgodb za odnos med generacijami, da si lahko čisto male, pa to mi je bilo res že ta bistrost očeta, ne. Ko se dela pa, jaz sem ga imela tako, da malo naumega, da ni vedel, kaj je naredil svojim otrokom, kakšno priložnosti da dal obema, ker so šli stran. Ja. Iz upojenih Jaz sem razmišljala, da damo ta program, ta film v program, ravno iz tega razloga, no, ker pač teh generacijskih zadev, ki jih ne gledamo vse te filme tako neizmerno radi, ne, ampak se mi zdi, da je ta film res tako bogat, eno tako potovanje navznoter tudi pravzaprav teh junakov, ne, vse smeri, ja, gre. In tudi vsak prizor nas popelje eno štenkco globje, ne. Ja. Vedno je tako narejen, tudi dialog je smešen, se začnemo smejati, pa stopimo malo globje, ne, vidimo kaj. Ja ne, pa to je te filmi potovanj, ne,
človeku, ki jih gleda, ne, se mu zgodi to, kar se mu zgodi, ko sam potuje. Ko gre sam na potovanje. Ne, rekel, Ta percepcija. Ta percepcija, pa tudi rekel, potovanja zmeri delujejo nekako transformativno. Ne. Človeka vendarle spremenijo, ga premagajo, tako naprej. Skratka, ti nisi več to, kar si bil, ko si preden si odpotoval. Ne. V tem smislu je to, ne, in pač je to, rekel, to je potovalni film, ne, in v tem smislu pač je, ne, deluje pač pol to drugačne. Človek ima tle občutek, da je nekam se premaknil, vendarle. Ne. To je ta, bi rekel, to je poslanstvo filma. Ne. To, zaradi tega so filmi to, kar so. To je, bi rekel, poslanstvo filma. To, da te odpeljejo nekam, ne, da ko prideš do konca, da imaš občutek, da si se premaknil, ne, da si nekam prišel. To je to. Mislim, če nisi nikamor prišel, ne, to, bi rekel, nima smisla. Ne. Filmi niso kipi. Ne. Ne. Filmi niso kipi. Ne. Ne, sej, vem, ti už reka zdaj, da tudi kipi so in tako naprej, pa ne vem kaj, ampak film je... Sploh ne bom tega rekla, ne. Mislim, jaz ne pustim, da kdo Michelangela primerja s filmom, mislim. Michelangelo, kar naj bo Michelangelo zaradi mene, pa slikari, kar naj bojo, mislim, kar naj bojo slikari, pa pesniki, kar naj bojo. Film je tak, ki, mislim, ne pravim vsak film, ampak ta film je, tako bom rekel, tako dober roman, kot je ta film, je danes težko napisati. Lahko najdete vi v preteklosti odlične romane, gotov, ki so primerljivi s tem, ampak danes napisati tako dober roman, kot je ta film, dost težko. Narediti kip, ki bo tako dober, kot je ta film, težko, še težji. To je ta razlika. Tudi narediti reality show, resničnostni show tako dober, kot je ta film. Nemogoče. A ga je treba gledati v kinu, ta film? Ja. Kako je s tem sploh pri tebi? Pri meni je to tako, jaz sem tle zelo prilagodljiv. Jaz se pravim, ekonomiziram s časom, skratka, trik je v času, kot pravim. Mene so filmi to naučili, da je trik v času. Mene so filmi naučili, da je trik v času in ker je trik v času, nimam nobene potrebe, da bi vsak film gledal v kinu. Prav narobe, hočem jih videti čim več, rekel, doma, zato da ne zgubljam preveč časa, zato da jih vidim čim več. Ker je to edini način, da jih vidiš veliko. Ker v nasprotnem primeru, ne, je to, hoja v kino je vendarle logističen problem. Ne. Če pomislimo, da včasih je bila hoja v kino vendarle, se morate spomniti, drugačen proces. Ne. Včasih si ti v kino skočil, ker je bil tvoji soseski. In vsaka, rekel, četrt je imela svoj kino, smo imeli četrtne kine, smo imeli, ne, včas, ne. Zdaj tega ni več, ne. Zdaj, če hočeš se v kino odpeljati, moraš vzeti dopust. Ja, seveda, normalno, zdaj, če se odločiš, da boš šel v Maribor gledati, ne, moraš tudi tam prespati. Ne, skratka, rabiš 2 dni dopusta. Tako da to se je malo spremenilo, ampak zdaj se to obrača spet malo, ne, zdaj tle v Ljubljani so tudi tam kino Bežik odprli, tako da morebiti se bojo začeli te četrtne kinodvorane vračati. Ne. In jaz bi tako rekel, da to bi bil korak naprej. Ne. Čeprav bo to v nekem smislu potovanje v preteklost tudi malo, ne. Ampak bo to korak naprej. Ne. Zato, ker bodo ljudje vendar lahko spet v kino skočili. Ne. In to je osnova. Mislim, ta odhod v kino, ne, mora biti nekaj enostavnega. Sicer lahko da je ritual, ampak ne sme biti pa to muka, ne sme biti to, bi rekel, cela logistična, ne vem kaj, razumete, zarota, tako rekoč. Ja, to ni tako, kot iti na koncert ali pa v gledališče, kino mora biti drugače. Ja, kino mora biti drugače, ker tudi kino drugače funkcionira, ker je nekaj treba vedeti, ne, pač vi ste vsi toliko stari, ne, da ne morete tajiti, da ste zrasli na kino. Ne. Kino je bil za vse vas tak, ki vas je naredil. Vas niso naredile slikarske razstave, niso vas naredili kipi, niso vas naredili romani, verjetno ne. Romanov ste bistveno manj prebrali, kot ste pa videli filmov. S filmi ste bili vendarle in osnova je bil kino. Ne. In ko ste bili otroci, ko ste bili mladi, ko ste bili mulci, je bil kino tak, ki vas je delal. Kino je imel to formativno moč. Ne. In bi bilo dobro, da kino
kot učitelj, ne, kot formator ljudi, ne, otrok, ne bi izginil iz človeških življenj. Ne. Ker to se mi zdi pa zelo pomembna stvar. Ne. In zdaj pač živimo v času, ko pač bi rekel, to ni več tako samoumevno. Ne. In otroci ne zrastejo več v kinu. Ne. Jaz sem zrastel v kinu, pa mi nič ne manjka. Ne. Nimam nobenih teh, bi rekel, nisem bil še zaprt, nič nimam, nobenih teh nimam, skratka, ne lovijo me, tudi nimam občutka, da me lovijo, če me razumete, ne, skratka, tudi v tem smislu nimam problemov, ne. Skratka, so bili, takrat so bili hujši. Prosim? Ne, to slabi, ne, bili so dobri. Jaz sem tudi, ne, lejte, človek, ki nima tega občutka za slabe filme, ne, ta tudi Bergmana slabo, težko gleda. Ne bo razumel. Mislim, moraš imeti ta nek rešpekt do slabih filmov moraš imeti. Slabe filme, koncu kot otrok, ne, vendarle zrasteš na slabih filmih, ker ne začneš ti, ne, na Aleksandru Paynu, ne, da ne začneš svoje karijere gledalca na Nebraski, ne. Do Nebraske šele prideš, ne. Tudi Nebraska je film o tem, kako pač do tega, kar pridejo, oni prideš šele po, ne, se moraš kar vosten čas, ne, da prideš do tega, dokodar oni pridejo, ne. Tako da, ja, v kinu treba nekje začeti, ne, in nič ni narobe, če se začne na slabih filmih, ne, nič ni narobe, ne. Jaz sem rasel na slabih filmih, ne hodimo več, ker je preglasno. Ja, to pa je. Veste, kaj je da se derejo ljubim, te pa tako pričin, da bi se... To je res, ja, to je res. Pa še, če je v slovenščini film. Ja. Ker še v slovenskem filmu še tega, da tankajo, ne znajo reči, ne, da bi rekli, da tankajo. Zdaj pa tankam. Kaj ne? Tako pa boš ni. Tudi ti. Tako pa ni, so dobri slovenski filmi. Prosim? So dobri slovenski filmi, kaj? A so? Ja. Ja, sem prav premišljevala, ko sem gledala Leviatana, nisem pa gledala Möderndorferjevega filma. A ste ga vi videli? Inferno. Ti si ga zelo raztrgal, zelo si bil proti, jaz ga pa nisem videla in ga moram enkrat videti, da bom videla, ker Leviatan je tist, da gre res vse skozi dol do konca, mogoče ga bomo drug let gledali. Ja, pri Infernu je največji problem ta, da je režiser, scenarist pogledal v zadnjih nekaj let te naslove v časopisih, ne, vse te, ko bi rekel, grozovitosti, ki so se dogajale pri nas, in je potem vse te grozovitosti dal v enega človeka. Skratka, temu človeku enemu se potem vse to zgodi. Ne. In na začetku je to še okej, ne, ampak potem postane pa to komedija. Vse skupaj postane smešno, ampak sebi navkljub, če me razumete. Ne da bi hotel, postane smešno to. Ne. In potem si rečeš, čakaj, a nisi ti hotel nam zdaj povedati ravno obratno od tega, kar nam govoriš. Skratka, govoriš nam o neki smrtno resni stvari, ki izgleda smešno. Skratka, sam film, kar je že tako kar redek dosežek, mu uspe zbanalizirati to neko blazno resno stvar. Ne? In to je, se mi zdi, da tako, da ni problem, da se napaka je. No, nisem hotela to. Pa veliko denarja se je zapravil, ne, ki bi lahko Karl Rjavec ga za upokojence zapravil. Razumeš? To je drago. Ko bi Karl, bi upokojenci imeli više, 2 evra više penzije. Ja.
ja. Tudi slabe filme moramo delati. Ne, sej jaz nič ne rečem, da, ampak za ta denar bi lahko naredili 5 slabih filmov. To je moj, rekel, to so povedala, ko ga zdaj bom pravim, videla. filmi so denar in čas, no, to sta dva elementa. Ne vem, če ste kdaj gledali, a ste te špageti westerne včasih, to kdaj, ki jih gledali, Sergio Leoneja, te s Clintom Eastwoodom, te italijanske, pa to. No, tam je bilo pa vse, to so bili ta pravi filmi, denar pa čas. To je bilo vse. Pri Leonu je tist za $1 več, za prgišče $, dober, grd, hudoben, nekoč je bil divji zahod in tako naprej. To tam not, pa tudi konc koncev, če smo že pri tem, bilo je nekoč v Ameriki, če ste gledali njegov ta zadnji film, ne, denar in čas. To je to. Filmi so zgodbe o tem in to je, tako da, če vas kdo vpraša, ne, zakaj je pa šlo v tem filmu? Lej, gre za čas in denar. In ne morete zgrešiti in zmeri izpadete pametni. Ja. Naredite vtis. Mislim, tako, družba vas sprejme. Ne vem, a je to optimistično, a je pesimistično, Kaj? a ne gremo s tem, s to ugotovitvijo, ki nam je sedla na dušo, da je vse samo denar in čas, a ne gremo s tem Je pa se, domov, tale lep dan. če češ film posnet, rabiš denar, da napišeš sonet, ne rabiš nič, ne, to vemo, slovenski pesniki niso rabili nič, ne. Oni niso imeli nič, ni česa. Ja, ampak časa pa niso imeli, ker so vsi umirali pri 20. Nekaj največji hec je danes to, ker tam te nove generacije, ki ti rečejo, pa kvazi od mene jaz sem star šele 27. Ker jaz jim zmeri rečem, da čakajte, Murn Aleksandrov, Kete so bili že mrtvi, Rembo je bil že mrtv, On je bil mrtv, Mary Shelley je Frankensteina pri 19 napisala, pri 21 je imela že 4 splave. Razumete, mislim, ne bi govoril, da se stari 27 let. Državljan Kane je nastal pri 24, pa je veljal do predlani za največji film vseh časov. Tako da nastavite si ure, ne. Mislim, vsi, ne, če tudi gledate, a veste, gledajte, vsa ta pop muzika, ne, rock and roll, rock in tako naprej, vsi ti, vse to, kar je največjega, so napisali ljudje in peli ljudje pri 20, 22, 23, 25, ne. Takrat so bili na višku teh pesniških, kreativnih, ob pomoči substanc, seveda, ki pomaga. Pa z tega ne moreš, ne. Vsi slovenski pesniki, pisatelji so pa tudi imeli druge substance, tle pač te ni bilo, pač to je tako, niso imeli pa časa, to pa, ne. Oziroma, ja, skozi so bili v bitki s časom, ne. Skozi so bili v bitki s časom. Tudi bi rekel, če Cankarja berete, ne mislim Cankarja, če berete, tako bi rekel, za kulisje ustvarjanja njegovih literarnih del, boste vedno ugotovili, ne, kako se je stalno boril s časom in denarjem. Kako je Šventnerja stalno, ne, bi še kakšen gold dinar prišel, še kakšen gold dinar, ne, pa ta teden še ne bo oddal rukopisa, ampak naslednji teden pa že, pa spol, pa je trajalo včasih leta, ne, pri Lepi vidi je trajalo, ne vem, 5-6 let, da je prišel do Lepe vide na koncu, čeprav rekel, da je v enem tednu napisal in tako naprej. Skratka, do tega pridete vse posod. Mislim, tako je, umetnost rabi budžet. To je to. Rabi budžet. Umetnost rabi budžet. Balzac je rabil samo malo kave še zraven. Oziroma veliko kave. Balzac mislim, da bi to prvi, ki je umrl od prevelikega odmerka kave. Ne? Ki je pil sam kavo. On je umrl, mislim, on je bil mlajši, ki je umrl, pa je napisal ne bo govorijo, zdaj, kako je napisal, tono. No ja, ampak Marcel Štefančič tudi 80 knjig tudi ni mal. Ja, no, kaj pa ne v Sloveniji človek počne? Ne, glej, zime so, kaj, 9 mesecev je tega njega zime, vse je, ne, to mislim, tega nekega letnega, no zdaj ni več zime, ok, ni več zime, zdaj letni čas, ki traja 9 mesecev, ne vem, kako se mu reče, temu letnemu času, ta letni čas traja 9 mesecev, kaj pa ne počneš, tako to ni 9 mesecev? Lepo, da pišeš. Lepo, da pišeš in
radi te beremo Ja, hvala. in bomo šli v ta lep pomladanski dan. Ne, v redu je, pejte na sprehod, gibrite se v naravi. Zdaj, na druženju, na sprejemu ste že bili, zdaj vas čaka. Tamle še je to. Ja. Jutri spite 1 uro dlje, bi spal, pa bo dneva hitro konc. Ja. Tako da, jaz se tudi zahvaljujem, ker ste prišli in vzdržali, ne. Ja, hvala, da si tisto uro, ki jo boš danes po noč moral podaljšati. Jaz sem imel vrhunsko, jaz sem tudi osebke izvedel tle vmes, si tudi zame potovali. In hvala, da si prišel in mi imamo pa samo še en film, poglejte, kaj je to čas. Kaj imate pa še? Imamo pa z Molierom na kolesu. Ja, v redu. Ja, saj imamo lepe filme, ne? Evo. Hvala in lep dan. Hvala.